literaturo sem se začel ukvarjati relativno pozno, in sicer nekako v zrelih letih. Takrat, ko so mi pravzaprav začeli odraščati otroci, ne odraščati, ampak ko so bili dovolj stari, da so začeli poslušati pravljice. No, in jaz sem moji hčeri Niki moral pripovedovati pravljice. Nekaj sem jih bral, nekaj sem jih povzel po spominu. Potem pa mi je nekako zmanjkalo materiala in sem se začel izmišljevati. In ker je moji hčeri Niki grozno bilo všeč vse v zvezi s pukci in drekci, sem dal naslov junakom, pravzaprav nadimke, Drekec, pekec in spukec, smukec. No, in naneslo je, da sem jaz potem nekaj teh zgodbic zapisal. In potem je prišlo do nenavadnih naključij preko mojega brata Martela, ki so mu bili zapiski všeč. Je to prišlo do Mance Koširjeve, tudi Manci Koširjevi so bili te zapiski všeč. In me je poklicala po telefonu in rekla, veš kaj, Dim, daj ti majčkeno dopiši, malo je kratko, pa bom jaz to nesla Marku Uršiču na mladinsko knjigo, pa bomo mogoče izdali. No, in tako sem jaz napisal Drugi dan Drekca, pekca in pukca, smukca. In potem je to prišlo pač v roke Marku Uršiču in po precej dolgem času, da sem jaz že malo pozabil, me je enkrat poklical in je rekel, če lahko pridem na pogovor. Jaz sem prišel pač na pogovor in je rekel, ja, tole je pa zelo zanimivo, samo veste, malo kratko je, a bi vi lahko malo dopisal. No, in tako sem jaz dopisal še tretji dan, in nastala je knjiga 3 dnevi Drekca, pekca in pukca, smukca, ki je imela pri kritikih in pri bralcih zelo pozitiven odziv, Tako da sem potem dobil veselje in sem pač nadaljeval s pisanjem, tako da sem do zdaj izdal, mislim, da 43 knjig. Od tega tudi 5 za odrasle, ker želel sem, pač, ker sem se začel ukvarjati z literaturo, sem začel pravzaprav pokriti cel spekter, od najmanjših otrok pa do starcev v domu upokojencev. In tako da imam tudi te, recimo v Čebelici Zobek na dopustu, ki je za najmanjše otroke, in potem pač take tudi precej resne romane z filozofsko temo in tako naprej. Seveda, vstop v literaturo mi je bil zelo olajšan, zato ker sem pravzaprav rasel za literaturo, ker tudi moj oče Vitomil je bil pisatelj in spoznal sem pravzaprav vse eminentne, takrat živeče slovenske pisatelje. Bil sem večkrat navzoč pri pogovorih, tako da mi je to druženje z literaturo mi ni bilo tuje in mi je bil ta vstop v literarne kroge precej lažji. Je pa seveda nastal manjši problem, to je, knjiga je šla tam pred 30 leti in takrat so bili drugi časi. In takrat so imena Drekec, pekec in pukec, smukec pravzaprav tudi vzbujala pri nekaterih negodovanje. To vem, da neka mentorica na eni podeželski šoli je imela precej povedati, da bi lahko imena bolj ulikana, kako se je izrazila. No, in v zvezi s tem je bilo cel kup nekih anekdot. Nekoč me je mentorica predstavila v osnovni šoli, to je pa oče znamenitega Drekca, pekca in pukca, smukca, pa me pa en fant tako gor pogleda pa pravi, a ti si pol Drek, pek? Ja. Enkrat mi pa en fantek rekel, a veste, da sem jaz to vašo knjigo o Drekcih, pekcih in pukcih, smukcih prinesel domov babici, pa je pogledala, pa je rekla, te svinarije ti pa jaz že ne bom brala. Sem rekel, ja, kaj si pa pol naredil? Ja, pa sem mogel pa sam prebrati. Sem rekel, no, se tudi ni slabo, Ja.
Na teh nastopih je seveda vedno kakšna zabavna anekdota, zelo veliko sem nastopil po šolah, od tega, da večkrat, ne enkrat, kakšen otrok vpraša: gospod pisatelj, ali lahko poveste, kdaj ste se rodili in kdaj ste umrli? Mislim, ali pa: joj, imate dobre čevlje, kje ste jih pa kupil? Ja, no, to so bili, mislim, nastopi niso bili vedno suhoparni. No, in ugotovil sem, da je tako založnikom kot bralcem všeč, da se zgodba nadaljuje v več delih. In tako je teh zgodbic o Drektu Pekcu je 5 knjig. In imam potem še kar nekaj teh serij, ne. O Trnovski mafiji so 3, o psu Hektorju jih je 7. Tako da sem kar izkoristil to možnost, da pišem v serijah, ne. V glavnem stojim na stališču, da vsak pisatelj piše o svojem življenju, ali se to zaveda ali ne, ker edine izkušnje, ki jih ima človek, so izkušnje, ki jih pridobi v svojem življenju. Seveda, na te izkušnje potem lepi zgodbe, dogodke in tako naprej, ampak vse so povezane na te lastne izkušnje. In tako se tudi dogaja seveda pri meni, ne. Drugače pravim, da moj atelje je cel svet, ne. Vse, kar se zgodi, lahko uporabim, ne, ampak vedno pa izhajam iz teh svojih izkušenj, ker drugače ne moreš, ne. Pravijo, da so človeški možgani tako narejeni, da ne morejo pisati ne morejo razmišljati o nečemu, česar ni mogoče. Tako to se pravi, vse, kar naši možgani je nekje mogoče, ne. Tako vidimo, kako je Jules Verne pišel svoje preroške knjige, ne, o bodočnosti in tako naprej, ne. To se pravi, da je dejansko v naših možganih pravzaprav neki predel, ki lahko seže na področja, ki še niso bila raziskana, pa so možna, ne. Tako da jaz vedno opazim, da pri pisanju pravzaprav moram priti v neko posebno stanje. Če tega stanja ni, potem mi ne steče, ne. Tako da Cocteau je rekel, da to stanje je to neka božanska iskrica, ne, da pravzaprav on je rekel, da je povezan z nekim višjim umom, vesoljskim, ne, in da takrat črpa iz njega, da se mu zdi, da sploh ne piše on, ampak da pač preko te povezave piše, ne. Meni se ni zdelo, da bi bil ravno tako povezan, da bi mi bilo kaj lažje, ampak da bi mi kakšen vesoljski narekoval, kaj naj pišem, ampak sem se moral kar precej potruditi. Pisanje je velik napor, osamljeno delo in velika koncentracija, tako da po nekajurnem pisanju sem ponavadi prav fizično izčrpan. No, te knjige o Drektih, Pektih, Puktih, Smuktih so imele res velik uspeh, še danes se prebirajo. In potem druga serija, ki naj bi jo omenil, je pa bila serija o psu Hektorju. To je labradorec, pasmi labradorec. Potreboval sem neko močno karakterno pasmo in iskal sem pasmo takšno, ki ni literarno preveč izčrpana. In še en podatek, da enega krasnega labradorca je imela tudi moja hčerika, ne. No, in
celo zadevo sem si pa zamislil malo drugače, ne, tako da pes govori v prvi osebi o nas ljudeh. Ne. In to mi je pravzaprav omogočalo nov pogled na nas same. Ne. Tako da je prišla neka pritožba iz Maribora, da češ, kako pa on lahko govori, kaj pes misli, kako pa on to ve. Ne. Jaz sem se samo nasmehnil, seveda jaz ne vem, kaj pes misli in me tudi ne zanima, ne, ker jaz v bistvu nisem hotel pisati o psu, ampak pisati sem o nas samih, ne, o enem drugem pogledu na naše življenje iz pasje perspektive, ne, kar mi je dalo spet možnosti do raznih humornih zapletov, raznih bi rekel, čudnih doživetij in tako naprej. Ne. No, ta serija je bila tudi zelo uspešna, je prejela kar 2 nagradi in naj omenim še to, da je Irena Glonar dramatizirala vseh 7 knjig in so nastale radijske igre po tem delu za otroke. In te radijske igre so poslali skupaj z Ireno Glonar v Bratislavo 1914. leta, oziroma 2014. Na svetovni bienale otroške radijske igre. In tam je ta radijska igra dobila Grand Prix, prvo nagrado za najboljšo radijsko igro za otroke na svetu v 2 letih, ne. Kar je, kakor mi je potem Irena povedala, največji uspeh Radia Slovenija Ljubljana, ne. Ki pa je bil pravzaprav nekoliko prezrt zaradi sporov na radiju in televiziji in tako naprej, no, ampak to ni važno. Ja, knjigo sem zasnoval tako, da pride neka družina po kužata, ne, to se pravi v vzrejevalno središče, izbere enega kužata, ne, in potem je ta kuža od majhnih nog do smrti s to družino. Ne. To je v 7 knjigah, opisujem, kako je mlad, kako je to odrasel in on pač ocenjuje to družino, človeško življenje in vse tako, ne, do smrti. Ne. No, in recimo, da za konec preberem konec te knjige, ne. Naj povem kot zanimivost, imenuje se Hektor in zrela hruška. In sicer to je prispodoba, hruška, ko dozori, odpade z drevesa. Tako je z človeškim življenjem, pasjim življenjem, vsakim življenjem vsakega živega bitja, ker nam je končnost nam je usvojena. Ne. In ko je ta knjiga je dobila nagrado Večernico, in to nagrado je podeljevala profesorica Dragica Haramija. In sva se prej v neki družbi smo se pogovarjali in sem rekel, a veš, Dragica, da v glavnem do zdaj mi še ni zgodilo, da se človek ne bi zjokal, ko prebere ta konec. In ona je pa rekla, jaz pa ne. No. In ko je prebrala konec, tam na podelitvi so je tekle solze dol. No, pa recimo, mogoče, da bo še vam tekle solze. Ali pa meni. To se pravi, zadeva je popolnoma končna, kuža umira in družina njegova je pa okoli njega. Ne. Potem sta moji punčki pokleknili kot vejici in me dvignili v naročje. Bilo je prav, ker sem bil pač od obeh, da sem bil pri vsaki pol.
Takrat mi je verjetno prvič bilo malo žal, da nisem obvladal človeške govorice. Da bi jima rekel, punčki moji, ne zganjate takega cirkusa, umreti res ni kaj posebnega, tudi nič ne boli. Imel sem srečo, sem dozorel, sedaj je čas, da padem z veje. To smo vendar vsi videli že od vsega začetka. Preživel sem lepo življenje, nimam se kaj pritoževati. No, nekaj manjših pripomb bi se že našlo, ampak ni bil primeren trenutek, da bi lahko cepil. Dekleti sta jih hteli, kot bi tekmovali, katera bo proizvedla več solzic. Rekel bi jima, nesrečnici, nehajte me zalivati z vodo, bi radi, da se na smrt prehladim. Kot da to ne bi bilo dovolj, sta z druge strani pokleknila še Štefan in Janja. Dobro, Janjo že razumem, mojo punco z veliko pasjo dušo, ampak Štefan je jokal kot otrok. Tega pa res nisem pričakoval. Hektorček, na dragi, ne zapusti nas, je zahlipala Pija. Pa še vse zobe ima, na poglejte, je Štefan odprl gobec. V priročniku piše, da jim najprej izpadejo zobje. Mislim, da sem že omenil, da je priročnika treba brati z določeno mero dvoma. Pogledal sem jih, mojo družino, ki so družno točili solze, in se vprašal, kaj je bilo tisto, kar nas je vse moje življenje tako tesno držalo skupaj. Ljubezen, to je bila ljubezen. To spoznanje mi je toplo oblilo dušo. Meglino sem videl objokana obraza Pije in Mije, ki sta se sklanjali nad menoj. Potem sem zaprl oči za vedno. No, tako, hvala za druženje. Rad bi vam povedal, da sedaj ste spoznali avtorja, še bolj ga boste pa spoznali, če boste prebrali njegove knjige.